ko smo otroci, imamo ful močen ta energijski imprint, a ne. Torej, čist prva faza, ko prideš na planet, je čista ta svetlobna in energijska. To pomeni, sedeš, duša je v srcu, kar pomeni, da duša komunicira preko čustev, a ne, in v bistvu ego pa največ preko misli komunicira. Zdaj pa, če si ti recimo energijsko se ful lepo razvijaš, se ti razvija tudi istočasno čustveni sistem v veselega, srečnega, pozitivnega, se ne da je skozi samo gor, ampak nekako čustveno stabilnega. Če pa se v to fazo vmeša mental nekoga drugega odraslega in tako dalje, ki je torej v ego principu, začne iz tega polja napada tvoj čustveni sistem in v tem trenutku rata čustveni sistem popačen in namesto, da bi se sidral na dušo, se začne bolj sidrati in postane odvisen od mentalnega stanja. In ti lahko tukaj razvijaš čustveno identiteto, ki ni energijska, kot bi mogla biti, ampak je mentalno-čustvena identiteta, kar gre pa lahko ful narobe. To ti pa tako čustveno identiteto ne razviješ naravno, ker to je ta energijska, ampak ti jo razvijajo ljudje z tem, ko pač so nasilni do tebe, te kritizirajo in tako dalje. Ko se ti enkrat zaveš, da ta identiteta je tujerodna vrsta, kjer dober izraz, tujerodna vrsta, seveda je to težava, a ne, absolutno je težava. In v takem primeru, ja, je treba na nek način čustveno identiteto, ki mrcvari tvojo dušo, in če mrcvari tvojo dušo, mrcvari tudi tvojo manifestacijo seveda naprej, a ne. V takem primeru je to na nek način treba, ja, dobesedno zrušiti, ker pač ni tvoje, nekdo te ca po tvoji travi, a ne, ni tvoje. In v takem primeru rečemo, da ti zrušiš svojo čustveno identiteto, ker v bistvu ni tvoja naravna energijska identiteta, ampak je v bistvu, torej tujerodna vrsta, torej popačena identiteta, vsiljena, integrirana identiteta s strani nekoga drugega. Takrat je treba drastično seveda poseči v vzorce in vse, kar se dogaja z raznimi tehnikami, zato, da lahko dobiš nazaj svojo pravo čustveno identiteto, svoj pravi energijski odtis, kdor si ti v resnici, ker ta tvoj pravi naravni čustveni sistem, ki se veže na dušo, ima vse, kar ti noter hočeš. Vse, kar ti noter hočeš. To pomeni manifestacijo, želje, veselje, optimizem in tako dalje. Se ti zdi, kot da te lekcije življenja nikakor ne želijo pustiti pri miru? Veš kaj, tvoja duša, naj ti povem, ni taka, da bi te mučila, samo nekaj ti želi povedati. Kadar se ti zdi, da se ti dogajajo ene in iste stvari in kot da ne moreš splavati ven iz tega, je to samo zaradi tega, ker je za dušo zelo pomembno, da nekaj osvoji, razume in iz tega zraste. In ljudje mislijo, da če bojo to ignorirali, da bo stvar minila, pa ponavadi ugotovijo, da se to ne da. In če si to ti in če želiš razumeti svojo dušo, kaj želi povedati in če želiš, da nekatere stvari resnično grejo iz tvojega življenja, se spreobrnejo na bolje in tako dalje. Jaz bi temu rekla, temu tečaju, da je ena velika dušna terapija. Lahko si prebereš svoje poti, svoje lekcije, si narediš reading, pojdeš v svojo energijsko sestavo in delaš dobesedno zdravljenje sebe. Če se ti zdi, da je tvoje življenje ali pa tvoja energija malce razpadala, te ta tečaj nauči takih terapij. In zaradi tega tečaja dobiš še obilico dodatne podpore, prav posebne angele, ki vstopijo v tvojo inkarnacijo, v točno določena področja tvojega življenja. Poseben tečaj, ki se ponavadi zgodi enkrat na 2 leti in sedaj je skoraj da pred vrati. Želim ti pomagati, tvoja duša ti želi nekaj povedati in če ti lahko pomagam, se mi pridruži na tem tečaju, naklikaj povezavo in se dobro ti želim.